Lepo pozdravljeni. Danes v naši družbi pozdravljamo Danijela Siterja, mladega zgodovinarja, raziskovalca in doktorskega študenta Alma Mater Europeja. Posebna priložnost je za to, da smo Danijel te zopet povabili med nas in sicer spregovorila bova o vojni ujmi v naših krajih. Namreč danes je en poseben datum. Ja, najprej najlepša hvala, Jana, za povabilo k temu dogodku, za organizacijo tega srečanja. Res je, danes, na današnji dan pred natanko 81 leti, je nemška vojska vdrla v zdravilišče Rogaška Slatina, s čimer se je pričela 4-letna nemška okupacija samega zdravilišča in seveda tudi okoliških krajev. Natančneje je v ta prostor vdrla 132. nemška divizija iz sestave druge nemške armade, ki je v bistvu napadla Kraljevino Jugoslavijo 6. aprila leta 1941 s severnega prostora. Ta v bistvu prihod nemške vojske v Rogaško Slatino je zelo zarezal v vsakdanje pore slatinske družbe in v bistvu totalno spremenil potek življenja v sami Rogaški Slatini. Ampak vse skupaj se ni začelo 11. aprila 1941, ampak že mnogo let prej. Ja, drži, pravilno ugotavljaš. V bistvu, ko se pogovarjamo o drugi svetovni vojni, formalno pravno se je recimo druga svetovna vojna na Slovenskem začela z aprilom leta 1941, ampak dejansko pa moramo iskati vzroke in posledice druge svetovne vojne že mnogo let prej, in sicer v predvojnem obdobju. To jaz tudi opisujem v sami znanstveni monografiji, kjer pričenjam prvo poglavje z delovanjem pete kolone oziroma natančneje tudi Kulturbunda oziroma v polnem imenu, kakor ga poznamo, to organizacijo Švabsko-nemška kulturna zveza. Če omenim zgolj na kratko, tukaj gre za krovno organizacijo nemške manjšine v Kraljevini Jugoslaviji, s tem pa tudi v prostoru Slovenije, kjer je bila zelo močna nemška manjšina, najmočnejša je bila v prostoru Kočevja, takoj zatem pa številčno gledano na Štajerskem. Za zgodovinarje je ta Švabsko-nemška kulturna zveza zelo zanimiva za proučevanje, zato, ker se je po vzponu Hitlerja na oblast, se pravi po januarju leta 1933, zelo močno nacificirala in radikalizirala, kar je imelo kasneje, aprila 1941, ob prihodu nemške vojske v ta prostor, zelo pogubne posledice za slovensko inteligenco, za izobražence, uradnike, cerkveno in duhovniško osebje in vse tiste nezaželene, moteče elemente, ki naj po nacističnih zblaznelih predstavah ne bi več imeli nekega prostora za bivanje v nacionalsocialistični družbeni ureditvi. Se pravi, kaj so ti kulturbundovci počeli? Po vzponu Hitlerja na oblast v Berlinu so se te kulturbundovske celice v slovenskem prostoru in pa tudi drugod po Kraljevini Jugoslaviji so se začele zavedno ukvarjati v prid nacionalsocialistične države. Ustvarjali so se tajni seznami in spiski vseh tistih ljudi, ki jih naj bi bilo potrebno potem ob prihodu nemškega okupatorja v ta prostor izgnati, izseliti, jim zapleniti stanovanja in podobno. In v bistvu s tem uvodnim poglavjem, ki začenja svojo zgodbo bralcev razpirati že v predvojnem obdobju, dokazujem tezo, da so zametki druge svetovne vojne in pa s tem tudi vse te raznarodovalne in germanizatorske politike v bistvu dejansko bili že ustvarjeni mnogo let prej, preden se je na obzorju kakorkoli svitala druga svetovna vojna. In kako je izgledal ta 11. april 1941? Vem, da v monografiji si kar opisal, kako je to izgledalo. Ja, res je. Jaz sem ta prihod nemške vojske v Rogaško Slatino 11. aprila leta 1941 opisal zlasti tudi na podlagi pridobljenih ustnih virov skozi obsežne intervjuje, se pravi skozi pridobljena spominska pričevanja takrat še živečih pričevalcev, ki so to obdobje žal izkusili na lastni koži. Kar nekaj pričevalcev sem intervjuval v sklopu tega samega prehoda nemške vojske v Rogaško Slatino in se v glavnem spominjajo
da so bili kraji seveda nacistično okrašeni s simboli, z zastavami. Recimo konkretno v Rogaški Slatini so se zbrale tako imenovane nemčurske družine, se pravi družine, ki so bile nemško oziroma nacistično čuteče in orientirane, in te družine so v bistvu pričakale nemško vojsko se pravi, prizdignim nacističnim pozdravom, Heil Hitler, in pa z rožami ter raznim cvetjem ter raznimi čokoladami in podobnimi zadevami, ki so jih potem kasneje v bistvu predali nemškim vojakom. Seveda pa je bila to ta zelo idealizirana podoba, zelo hitro razblinjena, kajti nemški okupator je zelo hitro začel z svojimi raznarodovalnimi germanizatorskimi ukrepi, potem rasno politiko in podobno, tako da je bila ta začetna idealizirana podoba zelo hitro razblinjena, saj se je hitro začel sam teror nad prebivalstvom. Ki je bil v teh 4 letih zelo močan. Ja, zelo močan, še posebej v Rogaški Slatini, saj je bila Rogaška Slatina, če pogledamo takratni širši zemljevid okupirane Evrope, zelo pomembna nemška postojanka. V Rogaški Slatini še vedno imamo steklarno, tovarno stekla, ki je takrat tudi med okupacijo delovala do predzadnjega leta vojne, do jesenskih mesecev predzadnjega leta vojne, in ti steklarji so potem leta 1942 recimo zelo hudo nasrkali, saj so jih julija 1942, začetku julija 1942 strpali v nemške vojaške kamione in pa odpeljali v celjski zapor, se pravi Stari Pisker, ali pa v sodne zapore v Maribor, kjer so jih hladnokrvno postrelili zaradi razkrinkanja celice, kjer so delovali v bistvu ti steklarji znotraj tovarne stekla. V monografiji si zelo podrobno opisal tudi šolstvo, tudi vse, kar se je dogajalo, tako da res vabimo vse, da jo vzamejo v roke, da preberejo, ampak samo za zaključek, kaj je vojna? Zelo verjetno. In še kaj drugega? Vojna je vse najhujše in najslabše, kar se lahko človeštvu pripeti. Žal je v vojnah vedno tako, da nasrkajo in trpijo vedno nedolžni ljudje, nedolžno civilno prebivalstvo. Menim, da v vojnah ni nikoli pravih zmagovalcev, samo poraženci in pa trajna zapuščina tragičnih zgodb. In žal, kot vidimo tudi danes, mnogim tovrstni uvid še vedno žal manjka, še vedno danes. Bi pa tudi poudaril, da v vojnah res nikoli ni pravih zmagovalcev, je vseeno samo trpljenje in uničenje. In tudi tvoja monografija naj bo v opomin in v spomin, kot si zapisal. Tako je, v bistvu tudi monografija je namenjena v prvi vrsti v primarnem pomenu tudi pričevalcem, kot sem že omenil, ki so to obdobje doživeli in izkusili na lastni koži, kajti ti pričevalci so hkrati zadnji neposredni pomnik o trpljenju in pa po drugi strani tudi nepopravljivih krivicah. In v prvi vrsti je seveda ta monografija namenjena njim, počastitvi njihovega spomina, potem počastitvi njihove nezlomljive volje in pa vsega tega, kar so pretrpeli med vojno. In seveda, kot si omenila, v spomin in opomin predvsem tistim, kar se danes v 21. stoletju še vedno na nekih izmišljenih paradigmah sklicuje na sovražni govor, spodbuja sovražno mišljenje in pa neko ideološko razlikovanje. Stop temu. Hvala, Danijel, za obisk v naši knjižnici. Vas pa vse vabimo. Vzamite ta opomin in spomin v roke in berite. Ja, najlepša hvala.